Je v redu, tako. No, tako kot sem že povedala, prihajam iz knjižnice iz Črnomlja. V tej predstavitvi vam bom predstavila pravljice za romske otroke v knjižnici Črnomelj. Pač, ker sem mladinska knjižničarka, je pač moje poslanstvo, da otroke navdušujem za branje, da vzljubijo knjigo in knjižnico. In strinjam se z mislijo Magica Johnsona, da čisto vse, kar otroci potrebujejo, je samo malo pomoči, malo upanja in nekdo, ki verjame vanje. In jaz verjamem v vse otroke. Naš pesnik Tone Pavček tako lepo opisuje otroke in pravi, da so vsi otroci naši otroci. In čisto vsi otroci so na ta svet rojeni za srečo in dober prid. In tako so vsi otroci isti, tudi romski otroki. In hvaležna sem za izkušnjo, ki se je začela leta 2017, novembra meseca, je Center za socialno delo v Črnomlju uspešno kandidiral na razpisu in v Črnomlju smo dobili večnamenski romski center. To je prostor, ki je bil tik blizu knjižnice, tako samo bili smo oddaljeni enih 15 metrov in takoj, ko je bil ta večnamenski romski center odprt, nas je kot knjižnico k sodelovanju povabila takratna koordinatorka tega večnamenskega romskega centra Slađana Adamov in nas je povabila k sodelovanju. Je rekla, da se ji zelo pomembno zdi, da se romski otroci čim prej zbližajo s knjigo, s knjižnico in da v bistvu se ji to zdi zelo, zelo pomembno to sodelovanje. In seveda mi smo takoj pristali, sicer neopremljeni z izkušnjami, ampak smo rekli, bomo probali in bomo videli, kako bo. No in to je bilo novembra 2017, takoj decembra smo za te romske otroke v popoldanskem času skupaj s kulturno-umetniškim društvom Zlata skledica organizirali en tak dogodek z obiskom Dedka Mraza in romski otroci so bili navdušeni. Romski otroci imajo sploh zelo, zelo radi glasbo. No in potem je naše nadaljevanje naša srečanja so se nadaljevala. Skupaj z Slađano smo se zmenili, da se bomo dobili vsako prvo sredo v mesecu. In ker je bilo to ob 11. uri, so na ta srečanja lahko hodili predšolski otroci, seveda skupaj s starši. In so prihajali, zelo različno so prihajali, včasih jih je bilo več, včasih manj, sem pa kar takoj na začetku ugotovila, da ti otroci slabše razumejo slovenski jezik in sem ugotovila, da je zelo pomembno, da izbereš pravi tekst, prave teme, ki so blizu, sem pa tudi kar hitro ugotovila, da imajo zelo radi lutke in da po vsaki pravljici radi ustvarjajo. Tako da smo vedno pripravili kakšno pravljico, tako recimo živalsko ali pa tako, da jim je bila blizu. No, potem pa sem nekoč k njim prišla z Kamišibajom. Moram povedati, da sem pri Kamišibaju že od začetka, verjetno že vsi poznate to zvrst pripovedovanja oziroma neke vrste gledališča. To je pripovedovanje zgodb ob slikah. Zgodbo pripoveduješ in iz te omarice, iz tega butaja vlečeš slike. In se mi je zdelo, da je to romske otroke zelo pritegnilo, kar naenkrat so dobili neko koncentracijo, ker drugače so romski otroci zelo živahni in zelo težko vzdržijo primerov, ne. In to se mi je pa zdelo, da jih je nekako res pritegnilo. Tako da smo imeli potem tole pravljico o miški in vetru, to je bila taka prva Kamišibaj pravljica. In potem smo seveda nadaljevali s temi pravljicami, bilo jih je veliko vmes, ne bom čisto vseh naštevala. Nekoč pa sem prišla z zgodbo Oskarja Wilda, ki jo verjetno poznate, Sebični velikan, in ne vem zakaj, ampak romskim otrokom je bila ta pravljica zelo, zelo všeč. Večkrat sem jim jo morala povedati
in so že takrat rekli, da bojo pa oni naredili svoj Kamišibaj. In to se mi je zdel en tak velik napredek, en tak velik preboj, želja po ustvarjalnosti. No, in potem se je zgodilo to, da so res ti otroci pripravili ta svoj Kamišibaj, izdelali so svoj butaj, narisali so slike in kmalu je sledil en tak poseben dogodek, ki se je meni zapisal tako lepo v spominu, in sicer je ta koordinatorka Sladžana je v romskem centru, je v romski center povabila skupinico otrok iz vrtca in zraven romske otroke in starše in so v programu romski otroci, ki obiskujejo romski center, predstavili svoje življenje, ki je pa čisto drugače, ki je res drugačen od našega. In so tudi recitirali in brali v romskem jeziku, potem so pripravili eno tako čisto kratko igrico, kako se je romski deček počutil prvi šolski dan, ko je prišel v šolo, ko mu je bilo vse drugače. In seveda potem pa v nadaljevanju so pa tudi predstavili svoj prvi Kamišibaj. In v nadaljevanju so se pa v programu predstavili tudi otroci iz vrtca in to je bilo res en tak lep dogodek. Na koncu so romski otroci razdelili igrače, ki so jih imeli v svojem prostoru in so se vsi skupaj igrali in res je bil to en tak dogodek, kjer so bili res prisotni strpnost, spoštovanje različnosti in sodelovanje. Res en tak res lep dogodek in se mi zdi zelo pomembno, da se romski otroci čim več družijo že v predšolskem obdobju z drugimi otroci. No in seveda potem so se naša srečanja nadaljevala, družili smo se z različnimi pravljicami, postajali smo vse boljši prijatelji, vse bolj smo si blizu, zelo radi smo se šalili, radi smo se šli tudi, so poslušali glasbo, so mižali, so sodelovali, se pogovarjali in čisto vedno smo tudi potem z decembra meseca smo pa naredili res tako posebno pravljico, smo jim prinesli darilca in so bili zelo veseli. No, in tudi v času korone moram reči, da takoj, ko se je dalo, smo se takoj spet srečali, smo se zelo pogrešali, mi kot knjižnica nismo imeli stika z njimi v tistem času, ko se nismo smeli srečevati, ampak se je z njimi bolj srečevala koordinatorka Sladžana, no, smo se pa potem maja 2021 ponovno srečali, smo bili zelo veseli en drugega, in še potem v nadaljevanju smo se v juniju družili z pesmico Lisička je ena modra zver, ki pa je majčkeno drugačna pesem kot ta znana Lisička je prav zvita zver in so res veselo prepevali. Našega druženja res ni preprečila korona, ampak se je zgodilo, da so zaprli večnamenski romski center in to se je zgodilo oktobra 2021 in potem se je naše sodelovanje za kratek čas prekinilo. No, ampak na srečo, že kmalu potem, januarja 2022, pa je bil odprt nov projekt in novo sodelovanje z večnamenskim romskim centrom, ampak v drugačni obliki in z drugimi ljudmi. To je večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja, to je projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji, pač tam, kjer so Romi doma. In tukaj pa ti večnamenski centri predstavljajo prostore, kjer otroci dobijo dodatno učno pomoč, se udeležujejo različnih izobraževalnih, ustvarjalnih in tudi športnih aktivnosti. Se pravi, ta večnamenski center
je pa zdaj odprt za romske otroke, ki po šoli, se pravi tisti večnamenski center, ki smo sodelovali v začetku, smo bolj sodelovali z predšolskimi otroci in starši, tukaj pa prihajajo samo otroci po šoli in tukaj pišejo naloge, se učijo, kuhajo, delajo naloge, skupaj hodijo na izlete, bili so tudi na morju in seveda tudi tukaj jih vsak mesec obiskujem in sicer smo se dogovorili, da se bomo srečevali vsak četrti torek v mesecu ob 14. uri. In tako da, ko oni pridejo iz šole, se tam zberemo in se srečamo. No, za tale večnamenski romski center skrbita oziroma izvajata dejavnosti res odlična mentorja Petra Dihelberger in Matevž Koce. Oba sta krasna človeka in se zelo trudita za te otroke in res jim omogočata številne dejavnosti. No, tako da se je naše prvo srečanje zdaj v tem drugem delu zgodilo oktobra 2022 z pravljico o Muci Rozalindi in pesmico Kuža pazi. Pravljica o Muci Rozalindi je ena taka zgodba, ki govori o drugačnosti in jo je mentorica Petra slišala in videla na eni prireditvi, ki je bila v Črnomlju in me je poklicala in je rekla: Breda, nujno moraš priti pokazati to zgodbo romskim otrokom. In romski otroci so bili navdušeni nad zgodbico in tudi navdušeni so bili nad Butajem in so potem tudi sami, tukaj vidite na sliki Kuža pazi, so vlekli slike, zraven peli in smo se imeli res lepo. No, na drugem srečanju so pa takrat na prvem srečanju izrazili željo, da bi sami radi naredili svoj Kamišji baj, pa smo rekli, bomo pa naredili vsak eno tako svojo mini predstavo, potem sem veliko razmišljala, kateri tekst bi jim pripravila, nekaj kratkega, nekaj, da bodo lahko naredili, da bojo lahko razumeli in sem zbrala tole pesem Sonce sije, dežek gre, siva mačka v brezje gre in potem sprašujejo naprej, kaj boš v brezju delala, šibice bom rezala, kaj ti bodo šibice, metlico bom delala, kaj ti bude metlica, hiško bom pometela, kaj ti bude hiška pometena, z miško bova rajali, ne, in to smo se najprej pogovorili, nekaj neznanih besed in potem smo si naredili načrt, kako bomo pesmico narisali in potem so uživali v risanju, zraven se pogovarjali in nastale so res take zanimive mini predstave. Tako je izgledal ta mini Kamišji baj odrček, narejen iz malo debelejšega papirja, noter so bili vstavljeni listi in otroci so pripovedovali pesem in zraven vlekli liste, tako da so bili so zelo zadovoljni, kajti vsak je pripravil čisto svojo zgodbo in so se tudi risbice razlikovale. In tudi, kar se mi zdi zelo pomembno, vsi so se to pesmico naučili na pamet. No, potem novo leto, to je ena, tukaj vidite fotografijo iz takega prednovoletnega srečanja. Ta večnamenski center ima prostore v pastoralnem centru in tukaj notri so včasih živele nune, ne, in je res zelo lepo urejeno in tudi sami poskrbijo, da je vse v stilu časa, ki je, tako da smo se dobili, najprej so zelo gostoljubni, so skuhali kakav, potem sem jim ja pripovedovala zgodbe in še pripravila sem nekaj darilc in takoj potem so se pa še igrali in bilo je res praznično lepo. No, in potem ves čas pa smo se pogovarjali in tudi jaz sem povabila Petro, mentorico, sem rekla, kaj pa če bi mi skupaj z romskimi otroci naredili predstavo, ki bi jo otroci predstavili na festivalu Kamišji baja. Mi imamo že 8 let v Črnomlju svoj festival, na katerem se predstavijo odrasli Kamišji bajkarji, otroci
in se mi je zdelo zelo imenitno, da bi ti otroci pa tudi imeli eno priložnost nastopanja, da bi ustvarjali ob tekstu in da bi se predstavili. No, in takoj smo bili za stvar, poiskali smo tekst sodobnega avtorja, poljskega pravljičarja, našli smo zgodbo v tej knjigici, pravljičarjeve neverjetne dogodivščine, in seveda je bilo to zgodbico potrebno predelati oziroma prirediti za njihov nastop. V glavnem zgodbica jim je bila blizu, doma imajo veliko kokošk, tako da jim je kokoška ljuba žival, in v bistvu zgodbica čisto na kratko je taka, da 3 mame so v kurniku, valijo jajca in vsaka govori, da njen otrok bo nekaj posebnega, da bo najlepši, najpametnejši, potem barvajo svoja jajca, moj bo takšen, na koncu se pa itak iz jajčk izvalijo vsi piščančki enaki, vsi so lepi, rumeni kot sonce, tako da zgodbica jim je bila zelo všeč in takoj so se poistovetili z zgodbo, bila jim je smešna in takoj smo izdelali načrt, kako se bomo lotili dela. No, in potem pa so se začele priprave, ne, festival je bil 1. aprila, mi smo pa delali februar, marec, zelo malo časa, narediti Kamišibaj predstavo ni tako enostavno, ne. In najprej pa smo potem zgodbo priredili tako, pri tej zgodbi se je vključilo 5 otrok, Elijas, Neja, Mineja, Sebastijan, Tija in pa mentorica Petra. Jaz sem prišla na prve bralne vaje tako navdušena in sem imela že razdeljene vloge, kaj bo povedala Mineja, kaj bo Elijas, kaj bo Sebastijan, ampak sem kaj kmalu ugotovila, da imajo otroci težave z branjem. Zelo težave z branjem, zatikalo se je, časa je bilo še malo in potem mi je Petra rekla: Breda, to ne bo šlo, to je preveč teksta za njih, ne, in potem smo bili kar malo v paniki, kako bi to naredili, no, potem pa smo tekst priredili tako, da Petra pripoveduje zgodbo, se pravi, da večina teksta je njenega, otroci pa zraven povejo vsak nekaj stavkov, no, in to pa je šlo. To je potem šlo in predstavo smo tudi opremili z živo glasbo, Mineja je zaigrala na ksilofon, evo tale fantek Elijas je narisal risbice, in ker je bilo že panika, ne, so mu otroci pomagali barvati, tako da smo potem vadili, dobili smo se tudi večkrat na mesec, ne samo enkrat, tako, evo, tukaj vidite, Mineja igra, še eno uganko so se spomnili, tako da smo res kar trdo delali in z Petro sva bili kar malo, sva rekli, ne veva, kako bo, ampak smo rekli, kar bo pa bo, saj tudi če se otroci zmotijo, nikoli ni tako grozno, da ne bi bilo za gledati. No, in pol je prišel tisti dan, se pravi, nastop na 8. Belokranjskem festivalu Kamišibaja. Jaz tega dneva ne bom nikoli pozabila. To je bil dogodek, na katerem je nastopalo okrog 40 otrok, pač bili smo organizatorji, skrbelo nas je, če bojo vsi otroci prišli, če bojo prinesli svoje zgodbe, če bo vse v redu, in ne bom pozabila trenutka, ko so v dvorano oziroma v ta prostor, v katerem smo imeli ta dogodek, vstopili otroci. To vam ne morem povedati, oni so bili tako lepi, tako urejeni, tako so žareli, da sem rekla, danes pa bo res nekaj lepega, in res nastopili so čisto na začetku in res dobili so tak aplavz, da res ljudje so bili zelo, zelo navdušeni.
in tudi otroci so žareli, mislim, to vam ne morem, to moraš samo doživeti. In kar se mi zdi pa še zelo lepo, ne, Petra, mentorica, je pač tudi imela nalogo, mi smo jim podarili tale butaj, tale odrček, je bil tako čist lesen, brez risbice, in smo dali nalogo, da ga oni tudi pač ta svoj butaj okrasijo oziroma da pač naredijo svojega, to, kar izraža njih, in se mi zdi zelo, zelo lepo, da so svoj kamišibaj pobarvali z zeleno barvo in kajti romski otroci so precej otroci narave in pa mušnico, ne, zelo radi nabirajo gobe. Tako da so res imeli tak izvrsten nastop, številno občinstvo, ki je bilo v dvorani, je bilo zelo navdušeno in tudi po koncu nastopa, po koncu festivala so jim vsi čestitali, res, in se mi zdi, da so takrat otroci doživeli, ti romski otroci, mogoče res prvič doživeli eno tako res dobro izkušnjo, ki ti da ognja in vetra za naprej. Romski otroci so bili res zelo zadovoljni z dobro opravljenim delom, tudi jaz sem bila zelo, zelo zadovoljna in srečna zaradi njih, ker sej, tako kot pripovedujem, ni pa bilo lahko delati z njimi, so zelo prijazni, zelo prijetni, ampak zelo težko so včasih premagovali svojo utrujenost in nemir, recimo, ko smo vadili za nastop, ne, se ta predstava ni bila dolga, to je bilo nekaj par minut, ampak oni kar hitro, en je bil žejen, drugi je mogel na WC, tretji je šel pogledat, kaj se dogaja tam v drugem prostoru, tako da smo res mogli se premagovati, ker so zelo živahni. V tem se pa razlikujejo, no, naši otroci so tudi, bi rekla, tudi dosti živahni, ampak oni so pa še ekstra in zelo težko obsedijo. Zato je bil je bilo to za njih res uspeh. In to tudi njihovo sodelovanje, pomoč in vse. Zdaj mi z srečanji našimi še nadaljujemo, v bistvu smo se potem srečali po tem festivalu še enkrat, potem pa se je začelo lepo vreme, ne, mesec maj, pa junij, julij, to pa je čas, ko romski otroci več ne radi prihajajo v take ustanove, raje so v naravi, skupaj starši nabirajo gozdne sadeže, res težko jih je dobiti, ne. Tako da smo se srečali še enkrat, družili smo se s pravljico o zlatem jabolku in potem so si na koncu tudi vsak izdelali svoje drevo z zlatimi jabolki, tako smo rekli, da naj imajo svoja zlata jabolka za srečo čez počitnice, tako da se spet srečamo v novembru. Tako, zdaj, to je čisto na kratko, tako kako je ta naša pot šla. Zdaj, mi smo imeli srečo, ne, mi smo otroke dobili, se pravi, mi se pri svojem delu nismo rabili ubadati s tem, da bomo otroke povabili ali bojo prišli, to so vse naredili mentorji v teh večnamenskih romskih centrih. Naša naloga je bila pač, da jih čim bolj navdušimo za branje, za ustvarjanje, za obiskovanje knjižnice, in pri svojem delu sem opazila nekaj stvari, ki vam jih bom zdaj povedala, recimo, najprej bom začela s pozitivnimi. Romski otroci si želijo ustvarjati, delati in biti opaženi. Samo navdušiti jih je treba jim je ponuditi. Res rabijo veliko spodbud. Recimo, predšolski otroci že da s škarjami prerežejo papir, ali pa da znajo pobarvati, je potrebno veliko pomoči in tega, da se naučijo. Treba je biti potrpežljiv. Zelo radi imajo pravljice, sploh smešne, zelo radi se smejejo in zelo radi plešejo in radi imajo glasbo. Zato so res še posebej nadarjeni. In vedno po pravljici radi ustvarjajo, radi barvajo, režejo,
in si zmeraj radi tudi kaj naredijo, da potem odnesejo domov. Zdaj, romski otroci in starši, tako kot delam tudi na izposoji v knjižnici, večinoma ne obiskujejo knjižnice, zelo redki so in se zelo pozno srečajo z knjigami in pravljicami, ampak moram reči, da so romski centri, pri nas tukaj v Črnomlju, saj vem, da imajo v svojih prostorih knjižne police in da imajo svoje knjige, ki jih lahko tam listajo, so pa tudi zelo velikokrat prišli v knjižnico in so si sposodili knjige, knjige, ki se nanašajo na neko temo, ki so jo obravnavali ali pa se pogovarjali o njej. Tako da otroci se želijo, mi smo tisti, ki jih moramo vzpodbujati in z dobro voljo, z prijaznostjo in ljubeznijo to vedno gre. No, zdaj pa, kaj sem pa opazila takega, recimo, tudi veliko žalostnih stvari, recimo, romski otroci, nekateri romski otroci res živijo v takih slabih bivalnih razmerah, ne. Sicer jaz nisem šla v njihove domove, ampak v pogovoru z mentorji so povedali, da so res slabe in če nimaš ti zadovoljenih teh potreb, prav gotovo tudi nimajo zadovoljene potrebe po knjigi, po branju, tako da mislim, da jim primanjkuje teh spodbud doma. Tudi starši sami se ne zavedajo pomena knjižnice. Saj recimo takrat, ko so prihajali skupaj s predšolskimi otroci, so prišli takole dvakrat, potem tretjič jih je bilo že malo manj, potem so pa ugotovili, da je to super stvar, da lahko otroci ostanejo tam, pa so oni opravke svoje uredili v mestu, če so imeli kaj. Tako da res obstajajo velike kulturne razlike in tudi vrednote, ne. Sploh tako, kot sem vam že prej omenila, kadar je lepo vreme, takoj vemo, da jih bo manj, kadar je pa mrzlo, pa je zima, pa dež, takrat pa z veseljem pridejo. Tako. Se spomnim, ko je koordinatorka Slađana še mi razlagala, kako veliko energije potrebuje za to, da jih sploh povabi na dogodek. Je šla osebno od hiše do hiše, pa jim recimo rekla, jutri ob 11. pripeljite otroke v večnamenski prostor, bo pravljica. Ja, ampak prišla je ura 11, otrok ni bilo, ne, in potem jih je še poklicala po telefonu, pa se je izkazalo, da jim ura ni gospodar in v bistvu drugače živijo kot mi, ne, to je res potrebno eno veliko energije, da jih sploh zbereš na kup, ne. In pa seveda nepoznavanje slovenskega jezika je ovira, čeprav ti šolski otroci, ko smo delali v tem letu, so že, se vidi, da že hodijo v šolo, da poznajo jezik, da jim je lažje, se trudijo z branjem, tako da če bi pa začeli že prej, ne, v predšolskem obdobju, bi jim mogoče bil tudi začetek šole lažji. Tako, zdaj to je ta projekt, ki v bistvu bi rekla na nekem začetku, lahko bi naredili še marsikaj, imamo želja in idej imamo veliko, ne vemo, koliko jih bomo lahko uresničili, zelo si želimo ohraniti to dobro sodelovanje Knjižnice Črnomelj z večnamenskim centrom, romskim centrom, to mislim, da nam bo absolutno uspelo. Želimo si pripraviti še več dogodkov, na katerem bi romski otroci imeli priložnost nastopanja in da se pokažejo in da doživijo te občutke samozavesti. In se seveda predstaviti na dogodkih, kjer pridejo vsi ljudje, ne, da so del te večinske populacije, ne. Ker se mi zdi, da recimo, to sem vam pozabila prej povedati,
Na festivalu Kamišibaya so otroci doživeli res veliko pohval. Res so bili zelo, zelo srečni, ne? In to je bilo 1. aprila, potem pa je 8. aprila pa je bil en dogodek, ko je Svetovni dan Romov, je bil v kulturnem domu dogodek in so oni s to predstavico nastopali za Rome. Sicer dvorana je velika in so potem te njihove risbice dali gor na platno veliko, tako da so vsi v dvorani videli slikice. In znam, da sem vsa vesela prišla k njim in sem rekla, in kako je bilo, takrat nisem mogla priti na ta dogodek, ker sem delala popoldan v knjižnici na izposoji, in je mi Petra rekla, tako malo razočarana, je rekla, nihče jim ni rekel nič, nobene pohvale, no, nič, kot da ni bilo nič, ne, to pa mi res... Res mi je bilo to res nekaj tak, sploh ne moreš verjeti, da jih nihče ni pohvalil, no ne vem, res, to me je tako kar malo postavilo na realna tla, ne. No, seveda, želimo si in tudi čim večkrat privabiti otroke in starše v knjižnico, zdaj z večnamenskim romskim centrom otroci hodijo, zdaj po popoldanskem času smo probali že, ampak zaenkrat ni še takšnega uspeha, ampak upam, da sčasoma se bo dalo. No, zdaj smo pa tudi ob 60-letnici naše knjižnice, lansko leto, od leta 2022, smo dali v Črnomlju postaviti 3 knjigobežnice, pa mogoče, ne vem, tako razmišljam, da bi pa mogoče v romska naselja, tukaj imamo v Črnomlju 2 romski naselji, Lokve in Kanižarica, da bi pa mogoče tudi tam postavili eno tako omarico s knjigami, probati bi treba, ne vem, ali bi to bilo v redu, ali bi to uporabljali, ne vem, mogoče bi knjige vzeli, ne vem, kaj bi z njimi delali, ampak poskusiti je treba. No, in tukaj se mi zdi ta izjava ene 10-letne deklice, ne, iz dna, iz socialnega dna, ne, romski otroci res živijo v slabih razmerah, njihove hiše niso tako lepe in tople kot naše, ta njena izjava, da je bil to njen najsrečnejši dan v življenju, mi je dalo energijo, in voljo za naprej, in se mi zdi, da bom lahko tem otrokom dala še marsikaj. Kam pa bo pot zapeljala, pa bo prinesel čas, ampak se mi zdi, da so to taki majhni koraki, ki veliko pomenijo. Meni osebno se zdi romska problematika res velika in ko začneš o tem razmišljaš, si rečeš, pa saj kaj pa moreš, saj oni so drugačni, oni ne bodo nikoli drugačni, oni bodo vedno taki, ampak na koncu koncev, ko pa dosežeš tako en mali uspeh, ko so otroci srečni, se mi pa zdi, da res mogoče ti majhni koraki bojo prispevali k boljši pismenosti oziroma k boljšemu življenju tudi romskih otrok in njihovih družin. Moram povedati, da sem bila zelo vesela povabila k predstavitvi projekta Romske pravljice za otroke. Gospa Andreja me je poklicala junija meseca, čas je šel hitro, veliko se je dogajalo vmes in zdaj imamo teden otroka, veliko dogodkov, ampak mi je bilo zelo veliko veselje. Upam, da ste od moje predstavitve kaj prinesli. Verjamem v to, da vsak od nas lahko s svojim strokovnim delom in pa tudi s srcem prispeva, da bo naš svet lepši. Res se trudim kot mladinska knjižničarka, da bi vsak otrok vzljubil knjigo in knjižnico, kajti zdi se mi, da nam knjiga in knjižnica nudita res varen pristan otrokom in odraslim, da s knjigo si lahko zelo veliko pomagamo. No, in tako kot sem že rekla, upam, da sem s svojim delom in svojo predstavitvijo prispevala vsaj en majhen košček tej veliki problematiki. Obljubim, da bom s svojim delom nadaljevala še naprej. Vam pa se zahvaljujem za pozornost in
vam želim veliko uspehov pri delu. Vsi se borimo za to, da bi postalo branje navada, in naj tako bo, naj bo tega čim več. Hvala za pozornost.